Drugi krog iskanja mandatarja bo tako stekel 6. maja in bo trajal 14 dni, kar pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade možno od 22. maja naprej. Že jutri Anže pa bo na mizah poslancev zakon o vladi in naslednje prelomno glasovanje za oblikovanje četrte Janševe vlade. Ja, drži, tako je. Prihajajo odločilni dnevi za oblikovanje prihodnje oblasti. Poslanci so na pristojnem odboru pred nekaj minutami pritrdili in prižgali prvo zeleno luč Janševemu zakonu o vladi, ki število ministrstev zmanjšuje z 20 na 15. Za so bili v SDS, NSI, Demokratih in v Resnici, no leve stranke pa so bile zlasti ob kritikah glede združevanja resorjev za delo in gospodarstvo vzdržane. Proti je bila le Levica. No niso pa procesno ovirale oblikovanja bodoče vlade, kot smo z druge strani spremljali pred 4 leti. Jutri bodo o tem glasovali še vsi poslanci in kdor bo zakon podprl, lahko pričakuje osnutek koalicijske pogodbe. Tako je pred dnevi napovedal najverjetnejši mandatar Janez Janša. No, v stranki Resnica pa so danes odgovorili in sporočili, da se kljub podpori novi vladi ne nameravajo udeleževati koalicijskih pogovorov, niti z najverjetnejšo manjšinsko desno vlado ne nameravajo podpisati kakšnih sporazumov o sodelovanju.